Tokrat v galeriji Vžigalica gostimo razstavo berlinske umetnice Sinthe Werner, ki se ukvarja z metafiziko prostora. Ona je po svoji izobrazbi slikarka, vendar je to svoje znanje dopolnila na Goldsmith Collegeu v Londonu. Za razstavo nekje drugod v galeriji Vžigalica se ukvarja s samim prostorom galerije. Obravnava v svojih delih, tudi v svojem prodajnem programu, arhitekturo skozi kolaže, fotografije in pa skozi intervencije v prostor. Predpogoj za to razstavo je bil dogovor, da historične elemente galerije Vžigalica spremeni po svoji domišljijski zasnovi. Cela razstava je tudi del festivala Indigo, ki ima letos naslov Nikogar ne briga, in v okviru tega naslova smo se tudi ukvarjali z samim galerijskim prostorom. Galerije sodobne umetnosti, predvsem v Sloveniji, so dostikrat naseljene v starih historičnih stavbah, kar pomeni, da imajo razne arhitekturne elemente, kot so niše, oboke, stebre, polstebre, služnike, ki nekako definirajo vsako razstavo. Če ne bi imeli informacij o samem prostoru, lahko zamenjamo včasih razstavne prostore, škuca, kurne, kible, simulakra ali vžigalice, saj so arhitekturni elementi iz 18. 19. stoletja zelo podobni. Sintha Werner je vzela historične elemente galerije in en prostor preobrnila za 180 stopinj. Ta prostor in postavitev se imenuje obrnjen element, medtem ko drugi prostor je obrnila za 90 stopinj in poimenovala to postavitev razdružena podoba. Našemu svetu dominira tudi v arhitekturi trenutno razni programi za načrtovanje prostora, in to se tudi v bistvu pozna v samih arhitekturnih izvedbah. Zato je pri obrnjenem elementu uporabljala Photoshop ukaz za select in v bistvu naredila razdruženo podobo tega prostora in ga obrnila za 90 stopinj. Postavitev za mano je del njenih fotografskih intervencij v prostor in ta dela se imenujejo Nekje in drugod, kar se navezuje tudi na temo festivala Indiga Nikogar ne briga, torej nekaj se ne dogaja tu, ampak nekje in drugod. Vzame modernistične arhitekturne elemente in jih nekako skozi fotografski medij obravnava in razdružuje v mnoge poglede. Sama stvarna realizacija teh fotografskih pogledov pa se zgodi v prostoru, kjer arhitektonsko poseže v prostor in ga preoblikuje. Prostorska intervencija Sinthe Werner, obrnjen element, podvaja strop in pa drogove in pa galerijski sistem tudi na samih tleh. S pomočjo inženirja Nejca Matjaža smo podvojili ta prostor, ki sedaj deluje kot neke vrste vesoljska kapsula. In umetnica, ki je zelo fokusirana v detajl, je dejansko ponovila in skopirala vse elemente, tudi starostne elemente in palimpseste galerije tudi v bistvu
prostoru, ki so drugače tla galerije s stopnico. Tako nam je v bistvu preobrnila neko projekcijo prostora. Ta prostor je obrnjen dejansko za 180 stopinj kot intervencija, medtem ko pri drugem prostoru pa se ukvarja z obratom za 90 stopinj. Kot idejna zasnova realiziranega prostora v sami galeriji obstajajo tudi kolaži njenih zamisli iz leta 2009 in pa 2012, ki nekako nakazujeta njeno željo, da bi intervenirala v prostor nekako z realnimi in pa fizičnimi postavitvami. En kolaž je obrnjen za 90 stopinj in je intervencija v ravno tako poploščena tla, na drugi strani pa imamo fotokolaž, kjer je ulica obrnjena za 180 stopinj in nekako zrcali dejansko fizično situacijo. V vzporednem prostoru od obrnjenega elementa imamo razdruženi element, kar je parafraza na program Photoshop in ukaza za določitev prostora, kar dokazuje tale okvir. Torej, ukaz za razdružitev ne obstaja, ampak za združitev pa in je ta ukaz dejansko nemogoč. Umetnica je nekako razdružila prostor, ga obrnila za 90 stopinj in zelo detaljno, v bistvu slikarsko ponovila vse elemente od tal do senc na samih obokih in ostenju. In gre torej za igro obrata prostora, prvi prostor za 180 stopinj, ta prostor pa je obrnjen za 90 stopinj. Sama postavitev v galerijskem prostoru in historičnem prostoru nekako obravnava te elemente, ki motijo vsako galerijsko postavitev ali se vsaj prilagajajo. In moja teorija glede teh prostorov je tudi, da vplivajo na umetniško produkcijo, saj umetniki nekako znotraj galerijskih prostorov o svojih umetniških delih dostikrat razmišljajo, kako bojo umestili umetnino v prostor. Samih modernističnih belih kock z velikimi površinami imamo v Sloveniji zelo malo, zato razmišljam o tem, da gre tudi glede na bele oboke naših sodobnih galerij v historičnih prostorih za nek vpliv na sodobno umetniško produkcijo.